Novinarsko konferenco pa danes začenjamo z odločitvami, ki jih je na včerajšnji dopisni seji sprejela Vlada Republike Slovenije. Z današnjim dnem se po državi znova odpirajo arhivi in vnovič je dopuščeno tudi izvajanje javnih kulturnih prireditev. V obseg kulturnih prireditev spadajo kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in tudi vse ostale prireditve. Tako kot določa semafor ukrepov, tudi za izvajanje javnih prireditev velja omejitev števila oseb na maksimalno 10. Pri gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti bo obvezno testiranje nastopajočih, izjema pri tem bodo seveda tisti, ki so COVID-19 že preboleli in to dokazujejo z ustreznim dokazilom ali pa so bili že cepljeni. Začasne omejitve ponujanja kulturnih storitev bodo veljale do vključno 2. maja. Podobno kot velja za kulturne storitve, bodo danes naprej veljale tudi omejitve zbiranja oseb pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, pri čemer je ta omejena z velikostjo zaprtega prostora oziroma odprte površine, tako kot to seveda velja tudi za vse ostale oblike zbiranja. Omejitev števila oseb za izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja ne bo veljala, bo pa za njeno izvajanje obvezno testiranje oseb, ki bodo to dejavnost izvajali, z izjemo tistih, ki so COVID-19 že preboleli ali pa so bili proti COVID-19 že cepljeni. V skladu z včeraj sprejetim odlokom tudi te omejitve veljajo do vključno 2. maja. Vlada pa je na včerajšnji dopisni seji sprejela tudi dopolnitve nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so bile dodane naslednje osebe: vsi starejši od 50 let, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, in pa zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo, ki to področje ureja. Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, ter tudi vsi ostali zaposleni, ki izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje države, pa tudi zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog in tudi drugim ranljivim skupinam, ter na koncu še vse drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav. Kar se tiče včerajšnjih epidemioloških podatkov, je slika naslednja. Včeraj je bilo ob opravljenih 5371 PCR testih potrjenih 900 novih primerov. Poleg podanega števila PCR testov je bilo včeraj opravljenih tudi 29266 hitrih antigenskih testov. Poglejmo si kot običajno te podatke še v prvi današnji tabeli, ki bo sedaj vidna na vaših zaslonih. Kot rečeno, včerajšnje število pozitivnih testov je znašalo 900. Če pogledamo, je bilo pozitivnih primerov 40 več kot en teden predtem. Je pa spodbuden podatek, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 16,8%, dan predtem pa 20,2%, kar je občutna razlika. Število okužb je bilo včeraj, kot sem povedala, v primerjavi z enakim dnem prejšnji teden nekoliko višje in to se odraža tudi v 7-dnevnem povprečju okužb. Po danes objavljenih podatkih je to povprečje nekoliko višje, kot smo poročali včeraj, in sicer danes znaša 689, včeraj pa je to povprečje znašalo 684. Tako 14 kot tudi 7-dnevna incidenca v Sloveniji ostajata visoki. Po včeraj objavljenih podatkih Evropskega centra za preprečevanje bolezni 14-dnevna incidenca v Sloveniji še vedno ostaja med najvišjimi v Evropski uniji. Višjo 14-dnevno incidenco od Slovenije ima 8 držav, in sicer Francija, Poljska, Nizozemska, Švedska, tudi Madžarska, Hrvaška, Estonija in pa Ciper. Kako izgledajo podatki o obeh incidencah po regijah v naši državi, si poglejmo na naslednjih dveh grafih. Prvi graf prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije po statističnih regijah. 14-dnevna incidenca na ravni države znaša 520, še vedno ostaja najvišja v Primorsko-notranjski regiji, tam znaša incidenca
712 in kot je razvidno iz grafa, je razlika med regijo, ki ima najvišjo incidenco in tisto, ki ima najnižjo incidenco, to je obalno-kraška regija, kjer ta znaša 299,5, precejšnja, v splošnem pa velja, da se razlike med regijami, kar se tiče 14-dnevne incidence, počasi zmanjšujejo. Podobno vidimo tudi na naslednjem grafu, ki prikazuje 7-dnevno incidenco. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 229,7 oziroma skoraj 230. Zasavska in Primorsko-Notranjska ostajata regiji, ki imata najvišjo 7-dnevno incidenco, najnižja pa ta ostaja še vedno v obalno-kraški regiji. Kar se tiče razmer v naših bolnišnicah, te ostajajo nespremenjene. Skupaj se danes v bolnišnicah zdravi 9 COVID-19 pacientov več kot včeraj, in sicer skupaj 629. Na intenzivni terapiji pa je danes prav tako nekoliko več pacientov, kot smo poročali včeraj, in sicer skupaj 159 oziroma 5 več kot včeraj. Število sprejemov v bolnišnice še vedno ostaja visoko, kar si bomo čez nekaj trenutkov ogledali tudi v grafičnem prikazu. Sicer pa je bilo včeraj skupaj v bolnišnice sprejetih 77 COVID pacientov, iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih 62 COVID pacientov. Tudi včeraj smo žal ponovno zabeležili smrti, in sicer je v bolnišnicah umrlo 6 oseb. Vsem svojcem in ostalim bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovih izgubi. Kot obljubljeno si sedaj pogledamo še grafični prikaz razmer v naših bolnišnicah. Iz grafa je razvidno, kot sem omenila, da število sprejemov ostaja visoko in se je včeraj v primerjavi s preteklimi dnevi še nekoliko žal povečalo. V zadnjih 3 dneh je število odpustov znašalo približno enako, k sreči pa se nam število umrlih več ne povečuje tako zelo kot nekaj mesecev nazaj, kar je zagotovo spodbuden podatek in je med drugim tudi posledica učinkovite strategije cepljenja. Še naslednji graf si poglejmo. Ta prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah, prikazuje zasedenost postelj na navadnih oddelkih, na oddelkih intenzivne terapije in pa seveda tudi skupno število zasedenih postelj. Iz grafa je razvidno, da razmere zadnje dni ostajajo nespremenjene, kakšen dan je trend nekoliko boljši, potem pa se ponovno obrne navzdol, tako da vsi si želimo, da v roku dobrega tedna ali 2, tako kot je tudi docentka doktorica Logarjeva omenila na naši novinarski konferenci, se bodo postopno začele izboljševati tudi razmere v naših bolnišnicah. Pa še numerični prikaz podatkov. Kot že rečeno, skupaj zaradi COVID-19 imamo danes zasedenih v naših bolnišnicah 629 postelj, od tega na intenzivni terapiji 159, kar je 5 več kot dan prej. Na navadnih oddelkih pa se danes zdravi 470 COVID pacientov oziroma 4 več kot dan predtem. Ko sem govorila o 14 in 7-dnevni incidenci, sem omenila, da je pojavnost virusa v državah članicah EU še vedno visoka. R večje od 1 ima 15 držav članic, kar kaže na to, da epidemiološke razmere še vedno ostajajo nestabilne. In tudi v naših sosedah se razmere še ne umirjajo. Kot že rečeno, je trenutno virus bolj kot v Sloveniji prisoten na Madžarskem in tudi na Hrvaškem, kjer so trenutne razmere še posebej zaskrbljujoče. V Italiji in Avstriji je 14-dnevna incidenca nekoliko nižja kot pri nas, in sicer v Italiji znaša 338, v Avstriji pa nekoliko več, 391, a kar skrbi pri tem je, da se v obeh državah R, ki nam je vsem že dobro poznan, vnovič povečuje, kar nikakor ni spodbuden podatek. Razmere ostajajo slabe tudi v številnih državah po svetu, pri čemer zagotovo žal izstopa Indija, kjer se število primerov povečuje izredno hitro, zdravstveni sistem pa je pred kolapsom. Zaradi strahu pred širjenjem virusa so nekatere države že omejile potovanje iz, v in pa tudi preko Indije, naprimer Indonezija in Kanada. Več omejitev je pričakovati v naslednjih dneh. Za več podrobnosti o vplivu epidemioloških razmer na potovanja pa je danes z nami vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve, gospod Andrej Šter, ki mu tudi predajam besedo. Izvolite.
pozdravljeni. Torej, lahko kar nadaljujem tam, ker je kolegica Maja že izpostavila eno dejstvo, s katerim je potrebno biti zelo seznanjen in ga pri svojih potovalnih načrtih tudi upoštevati. To je, da bolezen seveda ni za nami, ali pa da bi se situacija kjerkoli že toliko izboljšala, da bi lahko govorili, da so se razmere normalizirale. Zakaj to poudarjam? Ker ukrepi slovenske vlade so zdajle v zadnjih dneh in v zadnji rundi zlasti naciljeni v to, da sproščajo omejitve, da omogočajo kakšno upravičenje ali pa kakšno svobodo, ki nam je bila doslej nekako pridržana. Tudi ukrepi, ki vodijo čez mejo. To je lahko varljivo, zato ker se lahko neosnovano približamo ideji, da bomo šli nekam drugam, kjer ne bo treba upoštevati niti omejitev, niti tistih preventivnih ukrepov, ki smo jih navajeni doma. Zlasti je zdajle pred prvomajskimi prazniki cilj in ambicija. Jaz se skoraj ne morem znebiti misli skoraj večine Slovencev, da bodo šli na Hrvaško. Hrvaška je država, ki je zdajle v zelo težki situaciji, kar se korona bolezni tiče. Njihov zdravstveni sistem je pred velikimi preizkušnjami in to se odraža tudi v tistih delih njihove države, ki so glavni cilj potencialnih slovenskih turistov. Z izjemo Istrske županije so to mesta, kot so Šibenik, Split, tudi Zagreb. Tukaj na grafu vidimo prisotnost incidence po posameznih hrvaških županijah. To je pomembno upoštevati takrat, ko se odpravimo in pričakujemo, da nas bodo tam čakale take idilične, skoraj že poletne dopustniške razmere. Hrvaško situacijo seveda zdaj opredeljuje tudi to, da so morali številne že odprte turistične kapacitete zapreti ali dostop do njih omejiti, pa tudi tisto, kar velja za obveznost pred povratkom, torej testiranje, če smo tam več kot 48 ali pa tisti lastniki nepremičnin in plovil več kot 72 ur, je seveda realen kontakt z njihovo zdravstveno kapaciteto in ta je pod velikimi bremeni. To je treba upoštevati. In k temu vzpodbujamo s tem, da vsakomur, ki se odpravi na pot, svetujemo, da se dobro pouči v razmerah, ki jih tam lahko pričakuje. Hrvaška ni edina država, ki se zdajle izrazito sooča s problematiko. Še ena naša sosednja država, in sicer Madžarska, ima že dlje časa praktično skoraj da popolno zaporo prehajanja meja, pa tudi naše druge sosede ali pa tiste države na severozahod imajo omejitve, ki si jih naša država skoraj da ne zna zamisliti. Za Italijo velja, da moramo povedati, kam gremo, sporočiti to njihovi zdravstveni stroki in seveda pričakovati, da nas čaka tam 5-dnevna karantena, brez izjeme. Izjeme so seveda tisti, ki potujejo preko italijanskih letališč kam drugam, to se šteje za tranzit, ampak tisti, ki bi si zdajle želel privoščiti 5 ali pa 7 mirnih dni na Siciliji ali pa kje drugje, bo slabo naletel, zato ker ga čaka tista karantenska obveznost. Avstrijci prav tako imajo obvezno najavo, tisto registracijo v elektronski obliki, ki se tudi dosledno nadzoruje. Posebnost v tem delu sveta je tudi dejstvo, da recimo tisti, ki se odpravljajo v Srbijo in se zanašajo na to, da je seveda ena taka standardna olajšava dejstvo, da sem cepljen ali da sem bolezen prebolel, se morajo zavedati, da za vstop v Srbijo to ni priznano kot kakršnakoli olajšava. V Srbijo vodi opravljen PCR test. To je dostikrat presenetljivo in večinoma se to sliši tako,
A zdaj ste se pa tako odločili. Odločitev, kako država določi vstopne pogoje, je avtonomna. Vsaka država te pogoje določa sama. Če se omejimo na tisto, kar vodi v Slovenijo, je v odloku vlade zdaj zelo natančno napisano, katera vsa cepiva so priznana in s kakšno časovno distanco morajo biti ta cepljenja dokazano, da lahko te osebe vstopijo v Slovenijo. Torej dodatno k tistim cepivom, ki jih uporablja slovenska zdravstvena stroka, so med temi cepivi tudi Sputnik, AstraZeneca, ki se proizvaja v Indiji, ter dve kitajski cepivi, Sinopharm in Sinovac. To je seveda ugodno za tiste, ki Slovenijo obiščejo. Za Slovence, ki potujejo v tujino, je pomembno, da vedo, da obstajajo določeni pogoji za prečkanje slovenske meje, ampak obstajajo tudi določeni pogoji za vstop v tretjo državo. In ta dva mehanizma je potrebno upoštevati kumulativno. Torej, ko jaz vstopim v eno tretjo državo, moram najprej vedeti, da bom do tja lahko prišel, in potem moram upoštevati tiste pogoje, ki jih država predpisuje. To ni najbolj enostavno. In ker je teh situacij nešteto, jih je nemogoče na ta način, ko zdaj jaz govorim, vse razložiti. Zato svetujem, da vsakdo, ki se odpravlja na kakšno pot, naj najprej premisli, ali je tista pot res nujna. Še zmeraj velja naša usmeritev, da nenujnih potovanj se ne lotevamo, jih odložimo za kasneje. Če ocenimo, da je pot nujna in da nas karkoli že sili, da gremo res na pot, potem obstajata vsaj dve zelo uporabni spletni strani. Ena je pri Ministrstvu za notranje zadeve oziroma pri slovenski policiji, ki zelo točno, zelo jasno in zelo ažurno pove pogoje za prečkanje slovenske meje v eno stran in tudi v drugo stran. To je dobro vedeti, zato da nas pri povratku ne bo kaj presenetilo. In drugo je spletno središče na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve, ki pove vse dostopne informacije za vsako državo na svetu. Torej, držav je 200 in nekaj in vse so tam naštete in pri vsaki je napisano vse tisto, kar smo uspeli zvedeti, in tiste informacije se dnevno ažurirajo. Situacija po svetu se spreminja. Poleg tistega, kar je kolegica Maja omenila že uvodoma, in sicer dramatičen zasuk na slabše pri situaciji v Indiji, nekateri že omenjajo seveda indijski sev, ki bo verjetno zelo vplival na epidemiološko situacijo po svetu. Kot je bilo rečeno, zapirajo se letalske linije v Kanado, v azijski regiji, in samo vprašanje časa je, kdaj bodo s tem soočena tudi letališča v Londonu, Istanbulu, Frankfurtu. Situacija je takšna, da tisti Slovenci, ki so zdaj ta čas v Indiji, bojo tam verjetno še nekaj časa ostali. To seveda velja tudi za naše kolege na veleposlaništvu. In to niso lahke razmere, zato ker ni mogoče reči, ali bo to trajalo par tednov, par mesecev, ali pa bo dlje od par mesecev, tako kot je bila recimo situacija v nekaterih južnoameriških državah. Poleg tega je pomembno upozoriti, da je zunanje ministrstvo Združenih držav objavilo svoje varnostno ali pa potovalno opozorilo, v katerem je odsvetovalo potovanje ameriškim državljanom v vrsto držav, med drugim tudi v Slovenijo. To ni zdaj dokaz, da je v Sloveniji zelo slabo ali pa da je slabše, kot je bilo prej, ampak to nam potrjuje ugotovitev ameriških oblasti, da se bo ta situacija v zvezi s korono kar nekaj časa še vlekla. Zato je tisto, kar nam omogočajo ukrepi sproščanja slovenske vlade, potrebno razumeti z
zrnom soli. To je sicer možno, ni pa to argument, da lahko grem in se kjerkoli po svetu obnašam tako, kot se morda doma ne bi. In to je tisto sporočilo, ki ga imejmo v spominu ali pa v zavedanju, ko se odpravljamo bodisi na svoj vikend, bodisi v kakšen hotel, kjer smo nekje prebrali, da je odprt. Dajmo te informacije preveriti. Hrvaška je namreč svoje turistične kapacitete v času velikonočnih dni precej ambiciozno odpirala, potem so bili pa prisiljeni marsikaj od tega zapreti. In hrvaški policaj na meji, na Obrežju ali pa na Dragonji, vas bo z dobrim namenom vprašal, kam greste, in vam morda povedal, vaš cilj pa ne bo dober, zato ker je tisti hotel zdaj trenutno še zaprt. Take informacije je dobro imeti pravočasno pri sebi in jaz vas prosim, tisti, ki vam pove tako informacijo, ni vaš sovražnik, in tisti, ki vas morda pred potovanjem upozori, da se pripravite na morebitno nehoteno situacijo, vam ne želi slabo. To velja za tiste, ki vam to povedo ali pa povemo po telefonu, po mailu, zlasti pa to velja za uslužbence na meji. Pa še dve stvari. Zelo slabo je, če okoliščine svojega potovanja prikrivamo in če rečemo, da gremo zaradi medicinskega posega čez mejo, tam v prtljažniku imamo pa dopustniško opremo, pa na zadnjem sedežu 3 otroke, ki sprašujejo, kdaj se bodo šli lahko kopati. Še slabše pa je, če skušamo svoja dokazila prilagoditi ali pa ponarediti. Na to so me posebej upozorili, da tako ponarejeno ali pa malo prilagojeno potrdilo v opravljenem testu vsekakor ne ostane neodkrito. In to, poudarjam, ni minorni prekršek, ampak je kaznivo dejanje. In s tem, ko kdorkoli skuša na ta način prečkati mejo, močno oteži delo tistih služb, ki to nadzorujejo, pa tudi usodo tistih, ki za njim pridejo na isti mejni prehod, zato ker se potem kontrolni postopki postrožijo in njihova intenzivnost se stopnjuje. S tem bi pravzaprav lahko zaključil. Zdaj, če je kakšno vprašanje. Hvala lepa. Je morda kakšno vprašanje za gospoda Štera? Počakamo trenutek ali dva na prijave. Kot kaže, novinarji za vas danes nimajo vprašanj, tako da se vam na tem mestu zahvaljujem za vašo predstavitev. Hvala lepa. Za predstavitev pa sedaj prosim še našo drugo današnjo gostjo, inšpektorico gospode Ano Poca iz Zdravstvenega inšpektorata. Pozdravljeni vnovič med nami, izvolite. Dober dan, hvala za besedo. Naše tokratno poročilo se nanaša na obdobje od 12. do vključno 18. aprila. V navedenem tednu smo inšpektorati pooblaščeni za nadzor v skladu s PKP7 opravili 3786 nadzorov, kar je 10% manj kot teden prej, izdanih pa je bilo za 6% več ukrepov kot prejšnji teden, in sicer 28 prekrškovnih sankcij, 289 opozoril po zakonu o prekrških in 187 upravnih ukrepov. Ob tem je bil ugotovljen delež neskladnih lokacij v višini 9%, kar je v primerjavi s prejšnjim tednom za 1% več. Če pogledamo zdaj na grafu, če bo še število nadzorov po posameznih organih, vidimo, da je bilo najbolj povečano število nadzorov opravljeno strani tržnega inšpektorata, in sicer 640 nadzorov, prejšnji teden jih je bilo 378, potem strani dodatnih organov 647 nadzorov, prejšnji teden 627,
ter strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 114 nadzorov, prejšnji teden 89. Manjše število nadzorov pa je bilo upravljeno strani Inšpektorata za delo, kjer beležimo največji padec, in sicer so upravili 694 nadzorov, prejšnji teden pa 1223. Inšpektorata za šolstvo in šport 279 nadzorov, prej 355, Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 36 nadzorov, prejšnji teden 88, Inšpektorata za javni sektor 45 nadzorov, prejšnji teden 72, ter tudi strani zdravstvenega inšpektorata, pri slednjem zaradi usmerjenih nadzorov v cepilnih centrih, in sicer je bilo upravljenih skupno 744 nadzorov, od tega kar 223 v cepilnih centrih. V prejšnjem tednu pa je bilo nadzorov skupno 807. Pri Inšpektoratu za infrastrukturo in Uradu za kemikalije pa število nadzorov ostaja v približno enakem obsegu kot teden dni prej. 4 inšpektorati v prejšnjem tednu niso upravljali nadzorov po zakonu o nalezljivih boleznih, to so Inšpektorat za obrambo, Urad za nadzor proračuna, Urad za preprečevanje pranja denarja in Uprava za pomorstvo. Poglejmo še izrečene ukrepe na naslednjem grafu. Največ se jih je nanašalo na neuporabo zaščitne maske v notranjih in zunanjih prostorih, na nevzdrževanje medosebne razdalje, na prepovedi poslovanja in na nespoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prekrškovne sankcije po zakonu o prekrških so bile izrečene v 7 primerih, ker niso zagotovili testiranja zaposlenih, od tega 6-krat v trgovini in 1-krat v higienski negi, v 6 primerih zaradi nezagotavljanja medosebne razdalje v dejavnosti trgovin, 3-krat zaradi nespoštovanja priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od tega ponovno 1-krat v trgovini, 2-krat pa v cestnem in železniškem prometu. 2-krat zaradi neuporabe zaščitne maske v notranjih prostorih v šolstvu, 2-krat zaradi upravljanja dejavnosti servisnih storitev v nasprotju z odlokom in 1-krat zaradi nezagotavljanja pogojev upravljanja dejavnosti v gostinstvu. Naslednji graf pa prikazuje ukrepe po področjih in vidimo lahko, da je bilo največ izrečenih ukrepov na področju trgovine, gostinstva, cestnega in železniškega prometa, javnih mest, šolstva in drugih dejavnosti. Pri nadzoru trgovinske dejavnosti je bilo največ nepravilnosti ugotovljenih glede nezagotavljanja zadostne površine na stranko in ker zaposleni niso razpolagali z negativnimi testi oziroma ustreznimi potrdili. V nadzorih cestnega in železniškega prometa je bilo v enem primeru ugotovljeno izvajanje pregledov vozil za izdajo certifikatov o brezhibnosti vozila za prevoz nevarnega blaga, in to kljub prepovedi. Globa je bila izdana zavezancu, ki je izvajal usposabljanje voznikov v nasprotju s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, saj je bilo v učilnici preveč slušateljev. Pri nadzorih šolstva se ugotavlja, da se pogosto zaposleni, učenci in dijaki, pa tudi starši ne držijo priporočil, ki se nanašajo na nošenje mask. Prekrškovne sankcije po zakonu o prekrških pa so bile izrečene v dejavnosti trgovin, v cestnem in železniškem prometu, šolstvu, gostinstvu ter na področju servisnih storitev in higienske nege. Nadaljujemo pa s poročilom o nadzorih cepljenja proti COVID-19 v cepilnih centrih, s čimer je zdravstveni inšpektorat seveda nadaljeval tudi v preteklem tednu. Opravljenih je bilo 223 nadzorov cepilnih centrov, od tega 222 rednih ter 1 izredni nadzor na podlagi prejete prijave. Nadzori so potekali na cepilne dni, obsegali pa so pregled cepilnih čakalnih seznamov, ki so podlaga za vsakotedensko naročilo odmerkov cepiva pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pregled dnevnih cepilnih seznamov, in sicer tako osnovnih kot nadomestnih, realizacijo dnevnih cepilnih seznamov, oziroma ta se je primerjala z dejansko dnevno izvedbo cepljenja, preverjalo pa se je tudi poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb znotraj 48 ur. Splošna ugotovitev je, da se stanje izboljšuje, so pa bila tudi tokrat ugotovljena neskladja. Ta so se nanašala na vodenje seznamov brez vseh obveznih elementov,
Pri mlajših osebah recimo na seznamu ni bila opredeljena prednostna skupina, v katero sodijo, naprimer navedba, da gre za posebej ranljive kronične bolnike. Na seznamu so bile osebe, ki po strategiji tria ne sodijo, ker naprimer še niso dopolnile starosti določene v strategiji. V 6 cepilnih centrih seznamov tako niso vodili v skladu s strategijo, gre pa za zdravstvene domove Laško, Žalec, Vrhnika, Izola, Ormož in Ribnica. Vsem so bila izrečena opozorila z rokom odprave nepravilnosti, in sicer 7 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, cepilnemu centru Zdravstveni dom Vrhnika pa še dodatno opozorilo po zakonu o prekrških. Pri cepilnem centru Zdravstveni dom Ljubljana so trenutno v teku 3 postopki, po en postopek pa je v teku še v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, v Zdravstvenem domu Maribor in v Zdravstvenem domu Koper. Brez ugotovljenih neskladij pa sta bila zaključena postopka v Zdravstvenem domu Ptuj in Žalec. Glede upravljenih nadzorov v Zdravstvenem domu Kočevje je bila v medijih podana napačna informacija, in sicer, da neskladnosti niso bile ugotovljene, kar pa ne drži. Prav zaradi ugotovljene neskladnosti je bilo namreč tako pravni kot odgovorni osebi v Zdravstvenem domu Kočevje izrečeno opozorilo po zakonu o prekrških. Ob koncu pa še poziv, glede na napovedano sproščanje ukrepov, odprte terase gostinskih lokalov in odprtje nekaterih nastanitvenih objektov, glede na pričakovano lepo vreme in praznik v naslednjem tednu, tokrat še posebej apeliramo na osebno odgovornost vseh. Tudi v primeru zasebnih druženj nikar ne pozabimo na dosledno spoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, naprimer na temeljito razkuževanje rok, poleg tega pa se v primeru slabega počutja seveda druženju raje še za nekaj dni izognimo. Skratka, obnašamo se po pameti. Hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam za vašo predstavitev. Je morda za gospod Poco kakšno vprašanje? Kot kaže ja, in sicer ga bo zastavil Pop TV. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Tjaša Dogolin na tej strani. Gospa Poca, v začetku tiskovne konference smo slišali, kako je cepilna strategija uspešna, ampak 2 konkretna primera. Danes smo govorili z osebo, ki je dobila 3. odmerek cepiva. V začetku leta 2-krat Pfizer, danes AstraZeneca. Imamo tudi primer, ko je oseba dobila SMS-e, v razmaku 8 minut je bila naročena na 1. in 2. odmerek. Kako je to mogoče, da do česa takšnega pride? Kje je tu težava? Je težava, da ni enotnega sistema? Kako lahko pojasnimo, razumemo te primere? Hvala. Ja, tukaj lahko rečem, da pač so ponekod še morda težave pri cepilnih centrih, ampak pri tistih, kjer zdravstveni inšpektorat ugotavlja neskladja, tam smo prisotni vsak dan. Tako da tudi te stvari, recimo o 3. odmerku, s tem jaz nisem seznanjena. Če nam morda sporočite, v katerem cepilnem centru se je to zgodilo, bomo to lahko preverili. Je pa tudi precej čudno od osebe, ki se je prišla 3. cepiti, recimo, zakaj je ta 3. odmerek sploh sprejela, ker vemo, da sta 2 dovolj, oziroma pri nekaterih cepivih, ki še ne uporabljamo samo 1. Tudi glede teh več SMS-ov, očitno pri nekaterih cepilnih centrih še prihaja do zmede, se pa na splošno razmere izboljšujejo, tako da ne smemo res samo kritizirati. Moram povedati, da se vsi zelo trudijo, da bi delovali v skladu s strategijo, v skladu z navodili. Za vsako tako prijavo oziroma tako situacijo, kot ste jo vi omenili, pa seveda mi to preverimo. Če vemo seveda, kje se je to zgodilo. Dobivamo kar nekaj prijav, nekatere se tudi izkažejo za neresnične, torej za neresnične, pač da ne ugotovimo nič, da bi bilo karkoli narobe. Skratka, trudimo se vsi, upam, da se bo to čim prej res dokončno izboljšalo, da do tega ne bo več prihajalo. Hvala lepa, sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Lepo pozdravljeni, Manca Turk na tej strani. Mene pa zanima, ali so vam znani primeri iz Zdravstvenega doma Ljubljana, namreč v zadnjih 2 dneh je ogromno ljudi dobilo SMS-e, naj pridejo na cepljenje danes oziroma jutri, pa ne spadajo v nobeno prednostno skupino, ne kar se tiče kritične infrastrukture, ne po starosti, niti niso kronični bolniki. Hvala lepa.
Kolikor smo seznanjeni, je v Zdravstvenem domu Ljubljana preverijo vsakogar, ki je mlajši od starosti, ki je določena trenutno za cepljenje po strategiji. Namreč, če gre za mlajšo osebo, se preveri, če je osebni zdravnik zabeležil, zakaj naj bi ta oseba bila cepljena, torej če gre za kroničnega bolnika, je seveda lahko cepljena. Drugače pa, kar se tiče Zdravstvenega doma Ljubljana, kot sem omenila, so trenutno tam v teku 3 postopki in inšpektorji so prisotni vsak dan. Tako da zagotovo bomo tudi na to pozorni in morda še nekoliko še to preverili. Hvala lepa. Še eno vprašanje ima gospa Tjaša, POP TV, izvolite. Še mogoče pod vprašanje, če mi boste znali pomagati. Glede primera, ki sem ga prej izpostavila, še vseeno, kako je mogoče. A ni tako, da ko nekdo da zdravstveno kartico, a ni v sistemu zavedeno, jasno vidno, da je bil recimo že cepljen z nekim cepivom in s koliko odmerki, ali cepilni centri tega ne preverjajo, ali nimajo dostopa, ali ni enotnega sistema. Rada bi pač si razložila ta primer, če mi lahko pomagate. Hvala. To v zvezi s tem 3. odmerkom vam težko razložim, ker seveda cepilni center lahko pogleda. Edina možnost je, da še ne bi bilo, da prejšnji odmerek še ne bi bil vpisan v elektronski register cepljenja, kar je potrebno storiti znotraj 48 ur, ampak že spet, zakaj bi se nekdo prišel čez 2 dni ponovno cepiti, to nima nobenega smisla. No, bomo vsekakor tudi na to pozorni. Vam pa žal ne morem odgovoriti. Morda na cepilni center, kjer ste izvedeli, da se je to zgodilo, na njih naslovite vprašanje, če znajo to razložiti. Hvala lepa. Sledi še vprašanje časopisa Slovenec. Prosim. Pozdravljena, gospa Poca, Alenka Gabrovec, časopis Slovenec. Jaz bi imela nekaj več vprašanj. Omenili ste, da ste imeli en izredni nadzor. Kaj bi lahko povedali malo več o tem? Zanima me tudi, ali preverjate cepilne centre, kjer imajo slabšo statistiko in kaj je pri njih tako narobe, da je pač statistika tako slaba. Potem omenili ste, da je bilo v Kočevju ugotovljeno neskladje. Kaj točno? Potem me še zanima, omenili ste tudi, da ste v nekaterih cepilnih centrih dnevno. Omenili ste Ljubljana, kateri so še ostali cepilni centri? In ali preverjate tudi, kako pride, oziroma kako se ljudje prijavljajo, oziroma kako cepilni centri izvajajo prijave? In če ne, zakaj ne? Hvala. Ok, bom začela od začetka. Izredni nadzor je bil opravljen v Zdravstvenem domu Domžale, vendar pa se je izkazalo, da ni bilo nič narobe. Neskladnosti niso bile ugotovljene in postopek je bil zaključen. Potem, prisotni smo dnevno v vseh cepilnih centrih, kjer so bila ugotovljena neskladja. Recimo ta teden bomo tistih 6, ki sem jih prej naštela, da so bila ugotovljena neskladja, bodo zagotovo nadzorovani vsak dan. Pri ostalih, kjer pač ni bilo nič ugotovljeno, smo pa prisotni najmanj enkrat na teden. Tako da to je vse pod kontrolo. Kar se tiče Kočevja, je bilo v večjem številu nadzorov ugotovljeno samo nekaj primerov cepljenja v nasprotju s strategijo. Se pravi, da ni bila, za natančno bi morala pogledati v zapisnik, ampak če ni bilo v skladu s strategijo, potem pomeni, da je bil morda cepljen nekdo premlad ali pa nekdo, ki ni imel neke kronične bolezni in tako naprej. Za čist natančen odgovor vas pa prosim, če pisno pošljete, bomo pogledali v zapisnik, pa bomo lahko to takoj potrdili. Tudi zapisnik veste, da lahko dobite ker so to javno dostopne listine. To sem tudi že odgovorila, posod, kjer so neskladja, pač smo dnevno prisotni. Tisti centri, ki imajo slabšo statistiko, ne hodimo posebej gledati, pač v 223 nadzorih prejšnji teden smo bili, mislim, da povsod, zdaj pa samo tam, kjer je bilo kaj narobe, tja bomo šli ponovno vsak dan. Tako da, kaj je bilo pa še zadnje vprašanje, sem pa vmes pozabila. A je bilo še nekaj? Ja, je bilo. Kaj je, če preverjate, kako imajo cepilni centri urejene prijave na cepljenje in če ne, zakaj ne? Seveda, preverjata se tako osnovni čakalni seznam kot rezervni seznam in na kakšen način to preverjamo, ali vabijo aktivno ljudi na cepljenje ali pasivno. To pomeni, ali objavljajo v nekem lokalnem glasilu, kličajo ljudi po telefonu in tako naprej. Tako da to se preverjajo. Hvala lepa tudi za to pojasnilo. Gospa Tjaša Dugolin ima še tretje vprašanje, izvolite.
Samo mogoče še enkrat, da bo jasno. Torej, ko pride človek na cepilno mesto in da zdravstveno kartico, je tam jasno zavedeno, ali je bil cepljen, kdaj je bil cepljen, s čim je bil cepljen. Moralo bi biti, ja. To je vprašanje sicer bolj za cepilne centre, vendar se seveda to tudi preveri ob inšpekcijskem nadzoru. Hvala lepa, tudi gospa Manca Turk ima še eno vprašanje. Manca, izvolite. Ja, zanima me v bistvu še nekaj v zvezi z zdravstvenim domom Ljubljana. Prej ste omenili in tudi iz zdravstvenega doma Ljubljana so nam odgovorili, da v bistvu osebe, tiste, ki jih osebni zdravnik ne pregleda, torej v smislu nekih informacij ali spadajo v neko skupino ali ne, niso v bazi za vabljenje. Zdaj pa imamo primere, ko so bili in so danes in za jutri vabljene osebe, ki so stare 36 ali pa 40 let. Kako je to mogoče? Torej, tudi danes boste inšpektorici, ki sta tam to preverili, se pravi, če se bo izkazalo, da je oseba stara 36 let, po kakršnikoli izjemi iz strategije upravičena do cepljenja, potem bo seveda cepljena, sicer pa ne, zagotovo ne, ker so zdaj precej natančni in dejansko tudi kličejo osebne zdravnike, če osebni zdravnik ne navede, zakaj naj bi nekdo bil cepljen, se to preveri pred samo izvedbo cepljenja. Imajo tudi kar veliko ekipo v ZD Ljubljana, ki se ukvarja, mislim, da 12 ljudi, ki samo take zadeve preverja, to administrativne govorim. Hvala lepa. Sporočajo mi, da ni več vprašanj. Tako je, ni več vprašanj. Gospa Puca, hvala lepa še enkrat. Še kakšno vprašanje morda? Kot kaže, ni več vprašanj, se opravičujem, vnovič sem bila prehitra, eno vprašanje je in sicer časopis Slovenec, če se ne motim, tako je, izvolite. Pozdravljeni, sicer ne vem, če ste pravi naslov, sem pa prepričana, da me te znali prav usmeriti. Soočamo se s primerom, kjer je v bistvu bilo učenki izdana karantena, in namesto, da bi bila pač doma, kot bi mogla biti, je šla na počitnice v Bosno pač starim staršem in ko je prišla nazaj, kar po logiki ponovno bi mogla imeti karanteni, se je vrnila v šolo. Mene zanima, ali imamo mi dejansko usklajeno te podatke med šolami in zdravstveni domovi in ne vem, nečem, da se da preverjati, kdo je v karanteni, kdo ni v karanteni, ali so dejansko možni, da pač hodiš okrog po svoje. Hvala. Hvala lepa. Podatki so usklajeni, se preverjajo, nadzori se izvajajo. Če si napoten v karanteno, dobiš pisno odločbo, v kateri piše, da si napoten v karanteno, tako da potem je pa na vsakem posamezniku, da to upošteva in deluje v skladu z odrejeno karanteno. Natančnega primera, ki ga omenjate, ne poznam, zato ga tudi ne morem komentirati, bi vam pa vsekakor priporočila, da se za dodatne informacije obrnete neposredno na Ministrstvo za zdravje. Še kakšno vprašanje morda? Sedaj pa resnično ni več vprašanj, zato s tem zaključujem današnjo novinarsko konferenco. Hvala lepa vsem za sodelovanje in za konec morda še poziv z moje strani. Bodimo odgovorni, spoštujmo trenutno veljavne ukrepe, vse z namenom, da zaščitimo svoje zdravje in zdravje vseh, še posebej tistih najbolj ranljivih. Le tako bomo uspešno premagali te zdravstvene izzive, s katerimi se soočamo in bomo lahko nadaljevali življenjem, kot smo ga poznali pred epidemijo. Hvala lepa in lep pozdrav.